tudi ko vas je malo zašalo. Dobro, tudi tema je verjetno aktualna. Jaz bi danes spregovoril nekoliko o tem zakonu o tujcih in vsem tem dogajanju okoli tega. Zdaj, kot veste, smo mi že od začetka leta 2016, odnosno že v letu 2015, veliko govorili in pozivali vlado k temu, da naj učinkovito se zoperstavi, odnosno učinkovito spopade s problemom ilegalnih migracij. Seveda smo si takrat predstavljali, da bo vlada spremenila vrsto zakonov in jih pravzaprav pa ni. Eden od ključnih zakonov je sigurno zakon o tujcih. Jaz vam moram odkrito povedati, da sem bil zadolžen v poslanski skupini v mesecu decembru iz razloga, bom rekel, ker vlada ni naredila nič, odnosno vsi smo vedeli, da je ministrica pripravila zakon, vendar je ta zakon čakal v predalu gospoda Cererja. Sem bil znotraj poslanske skupine nekako zadolžen za pripravo svoje versijo zakona o tujcih, ki smo jo tudi pripravili. Mi smo imeli namen jo vložiti konec leta ali začetku leta 2017, pa smo vendar, iz razloga konstruktivnosti, če želite, ker je vlada vendar potem napovedala, da bo ta zakon sprejela, počakali in zakona nismo vložili. Skratka, zakon je potem prišel v proceduro v državni zbor in še preden je pripotoval, vsaj na Šubičevo 4, smo že imeli pozive iz Evrope, da je nekaj hudo narobe. Rečemo pa takole, mi v osnovi zakon pozdravljamo. S pripombo, da ima približno enoletno zamudo. Kljub temu pa treba reči, da je zakon sestavljen iz dveh delov. Pravzaprav prvi del ali pa najpomembnejši del zakona je tista dva člena, 10a in 10b, mislim, da, ki govorita o tako imenovanem zaprtju meja pod pogojem, da tak ukrep sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino. To je prvi del zakona. Drugi del zakona je pa seveda ustanovitev nekega posebnega vladnega urada, ki naj bi se ukvarjal s temi vprašanji na območju Republike Slovenije. V čem se ta predlog zakona razlikuje od tistega, ki smo ga mi pripravili, bom povedal v nadaljevanju. Namreč vložili bomo na ta zakon nekaj amandmajev. Številčno jih zna biti veliko, ampak jaz bom rekel, jih lahko opredelim v dveh sklopih. Prvi sklop je tisti, da bomo amandmirali zakon v tistem smislu, da ni potrebna ustanovitev urada. Glede, sem dvakrat upravljal naloge, dvakrat naloge državnega sekretarja, enkrat ministra, v času, ko je to področje že bilo in je bilo uspešno vodeno se strani notranjega ministrstva. Jaz mislim, da se tu ministrica nekako želi tega vročega stanja rešiti in ga spraviti pod okrilje tega urada in mi mislimo, da to ni potrebno. Skratka, zdaj bomo ta zakon amandmirali v tistem smislu, da seveda urad ne bi bil ustanovljen in da bi delovno področje ostalo pod Ministrstvom za notranje zadeve. Drugi sklop amandmajev, odnosno druga dva amandmaja bosta pa na 10. in 11. člen, na 10a in b člen. Tu sta tista dva člena, ki govorita o pogojnem zaprtju meja pod dvotretjinsko večino sklepa državnega zbora. Mi menimo, da, in to se tudi razlikuje od tiste verzije, ki smo jo mi spisali, da je to lahko past. Zakaj? Dvotretjinska večina v državnem zboru je lahko pod določenimi pogoji vprašljiva. Je lahko vprašljiva. Odnosno jo lahko ena ali druga, leva ali desna vlada težko doseže v nekih spremenjenih razmerah. Zato bomo vložili amandma, ki bo govoril o tem, da take ukrepe sprejme vlada Republike Slovenije. Se pravi ukrepe zaprtja meja pod določenimi pogoji, seveda z izjemo tistih ranljivih skupin, kot so bolne osebe, kot so otroci in tako dalje in tako dalje. To bo ključ teh amandmajev, ki jih bomo vložili. Računajoč na razumevanje tudi vlade in podporo amandmajem ali vsaj delu amandmajev, smo naklonjeni v tem trenutku temu, da seveda potrdimo, odnosno glasujemo za zakon kot celoto, torej za vladni zakon kot celoto, ko bomo glasovanje seveda opravili. Zdaj pa mogoče še vse rečem nekaj besed. Glede, vi ste seveda zdaj, novinarji, pa to ni očitek vam, pač poročate
o tem, kako reagira svet Evrope, kakšna pisma prihajajo v Ljubljano. Zdaj, jaz pozivam tiste, ki imate kaj več raziskovalne žilice, da malo pogledate, odkje so ta pisma napisana. Napisana so v Sloveniji, potujejo tja gor, tam jih podpišejo in pridejo nazaj v Slovenijo. Ampak to morate vi razkriti, to ne morem vam jaz, ker jaz nisem za take stvari, to morate vi odkriti, ker povem pa vam lahko, da je temu zagotovo tako. Še nekaj treba reči. To vrstnim pismom Sveta Evrope in drugim pozivom iz Evrope je treba dodati kritično distanco. Jaz bi si želel, da je ta kritična distanca tudi kritična distanca novinarjev. Iz več razlogov. Prvič iz razloga, ker to pošiljajo ljudje in podpisujejo ljudje, ki so za to plačani. Oni so za to plačani, da se s tem področjem ukvarjajo. Drugi zato, ker ti ljudje ne bodo nič odgovorni, če bi Slovenija pod vplivom ilegalnih migracij in nekritičnim sprejemanjem teh ljudi v Republiko Slovenijo kolapsirala, če želite. Takrat se ne bodo oglasili. In tretji seveda tudi zato, ker podobna pisma Sveta Evrope gredo tudi druge države. Ko je lansko leto avstrijski zunanji minister napovedal, da bojo sprejeli neko kvoto 37.000 in da tam bojo vrata zaprli in ne bojo več sprejemali nikogar, so seveda tam hudo protestirali na Svetu Evrope, avstrijski zunanji minister pa jim je zelo jasno rekel: za stanje v Avstriji smo odgovorni mi, ne vi. To vrstni pozivi so zagotovo šli tudi na Dansko, kjer so recimo sprejeli zakonodajo, ki govori o tem, da določeno količino denarja ilegalnim migrantom pustijo, viške pa poberejo. Zagotovo so protestirali. Zato se mi zdi, da moramo tudi v Sloveniji imeti do teh vprašanj in do tovrstnih pisem in do tovrstnih pobud kritično distanco. Ker za stanje v Republiki Sloveniji smo odgovorni mi, odnosno odgovorna vlada Republike Slovenije. Če nam čez meje pride nekaj 100.000 ljudi in imamo podobno situacijo, kot je zdaj v nekaterih državah južneje od nas, in jih ne bomo več sposobni oskrbeti, bomo odgovorni mi. Tudi tisto bi bila kršitev človekovih pravic. Ne samo teh ljudi, ampak tudi naših državljanov. Toliko o tem zakonu.